Prvič, palmarna mišica. Drugič, dvojna linija trepalnic. Tretjič, zlata kri. Četrtič, heterokromija, dodatna luknjica pri ušesu. Odvečna rebra. In ja, dragi moji, takole smo prvič obdelali 10 lastnosti, mislim, da jih je bilo 10, ker jih ima samo 5% ljudi. Tokrat gremo še bolj ložiti izborne, še bolj specifične detelce naše družbe, sončke, posebne zametke, edinstvene, ene in edine, 1% ljudi, ki imajo to lastnost, o katerih bomo danes govorili, mislim, da jih je 10 samo. Ja, 10 jih je. Ok, najdražji Eline moje, kot vidite, zdaj je zvok super, ampak prve 3 točke, ki sem jih zdaj prej že posnela, so posnete z navadnim zvokom, tako da ne pobegam z videa. Obljubam, da v 4. točki naprej bo spet mikrofon zvok, zdaj bo pa slab zvok. Čau! Prva lastnost, nekaj z roko bomo probali. V bistvu ne vem, kako to pokazati, kakor da tukaj pripnem video, kjer demonstriram. Torej, roko položimo na mizo tako, da spodvihamo samo ta sreden prst, kaj že sredinc, samo njega spodvihamo. In ko probamo ostale prste dvigati, vsi prsti lahko dvignejo, razen prstanca. Kako? V glavnem, ja, prstanca noče dvigati, če ste probali. A ste probali? Vsi zdaj probavate, verjetno vsi probavate. Lahko malo počakam. V glavnem pa jeste z neko čudno kito ali vezjo ali ne vem čim povezana, dejansko čutiš. In se ne da premakati, ampak obstaja 1% sončkov na naši lepi okrogli zemlji, ki to lahko naredijo, tako da, če si en izmed njih, se pofačkajte. Pa by the way, ne bojo vse samo lastnosti, ampak bo tudi značilnosti, ker ni vse nekaj, kar lahko znaš, lahko je tudi nekaj, kar pač imaš. Drugič, samo 1% ljudi se dotakne z jezika komovca. Prvo kot prvo sem verjela, da je to zajbancija, da pač, če ti nekdo reče, ej, ne moreš se dotakniti z jezikom komovca, je to samo zato, da glup zgledaš, ampak dejansko eni se lahko. Tako da 1% ljudi se kao lahko, videla sem en posnetek, ker se ženska obeh dotaknem, jaz se ne moram. Tako da probajte pa napišite spot, ali to za vas funkcionira ali ne. Tretjič, jaz sem imela v osnovni šoli, tako od 5. do 9. razreda, eno sošolko Špelo, ki je lahko zatresla oči. Ker mi to prvič pokazala, ne, zdaj mislim, da moja doma pretres možganov. Ampak mogoče se to že videlo, takole zgleda. In ja, 1% ljudi pa je povprečno, tam nek lahko to naredi. Mislim, da po njej nisem več nobenega videla, kako to lahko naredil, ali pa mi noben več ni pokazal. Še žvižgat ne znam s prsti. To, kar ste prej mogoče že zasnajpali, je sponzor tega videa, je Snapchat VPN. VPN skrije vašo identiteto na spletu, tako da nikakor ne pride do takih incidentov, kot ste zdaj gledali na ekranu. Z VPN surfsharkom noben ne more videti, kaj googlaš, kaj si downloadal na torrentu, I see you, niti basically skje si. Zato se pa lahko pretvarja, samo enemu klikam, da si basically skjerkoli želiš, naprimer z Amerike, z United Kingdom, iz Zimbabveja, če želiš. In ko se pretvarjaš sistem, dostopaš do njihove baze, basically česarkoli na internetu, ker pri nas ne moreš, ker je blokiran. S tem, da kakor vsakič povem, imaš pa celo bazo filmov iz Netflixa, pa serij in vsega, ker pri nas tudi, obviously, nimaš, plačuješ pa isto. Uporabljaš ga lahko tudi na neomejenih napravah za neomejeno število ljudi, tako da, če ga ti kupiš, ga basically lahko ful lepo pošeraš in noro poceni. Tole je cena basically trenutno zdaj, 83% je znižen, plus 3 mesece zastonj za naslednji 2 leti. Tako da klikam link v descriptionu in vtipkaj kodo Alenka za vse to. Od tokrat vam sem še omenjam opcijo Surfshark One, ki ti naprimer ali drugih kul stvari prinese tudi antivirus. Pa kaj ne bo kul po 30 dneh vrne denar. 4. točka, kaj še ljudem basically ne uspe, razen 1% ljudi je, kihan z odprtimi očmi. In tukaj zdaj video mene, ki sem enkrat že poskušala. Kakor vidite, mi ni uspelo in sem bila v ekstremnem šoku, kako je možno, da človek ni sposoben gledati med tem, kaj kihne. Ne moreš kihati z odprtimi očmi in poj, lahko probaš. Probajte se slikati ali pa snemati vmes, ker se zgledaš kot največji idiot in tudi če misliš, da ti je ratal, ti verjetno ni ratal. Ampak 1% ljudi uspe, tako da bravo vam, zakon ste, svaka čast. Petič, to je to, ko sem prej rekla, ne bo vse nekaj, kar lahko ali pa ne moreš narediti, ampak bojo tudi lastnosti. Ena izmed teh lastnosti zdaj je Extended Iris, torej spremenjena, tako v bistvu večino bez ga je tako kot ključavnica od ključa, tako kot tle na slikah okrog mene, bom dala par primerov. Jaz sem 2 leta delala na Masterchefu, en glaven kuhar naš tankaj delal, zelo v redu dečko, enkrat pridem do njega, pa sem klepetala, pa sem nekaj pogovarjal o jedeh in ko gledam
In je imel tako povešeno zenico, dol, tako da bomo v kapljici dol vseli. Jaz sem od modela, si v redu, kaj to pa? Ja, tako imam. In pa je, večinoma ti ljudje s tem nimajo nobenih problemov, ni pa nujno, da ne. Šestič, I like this one, it's cute and nice and cute and nice. Enim ljudem, približno 1% ljudi, se slina nabere v eni žlezi pod jezikom in potem spontano lahko špricne ven, tako da besedno šprica. Se bom najdel kakšen gif, da boste imeli na ekranu. Meni je najbolj smešno, se to mojemu skozi dogaja. In pa on random nekaj govori in pa naredi tako. In mu špricne ven slina, pa ima direkt vame, tako fulaš, več kot 2-3 metre lahko to leti. In ja, to se lahko zgodi zelo spontano, lahko se zgodi namerno. On recimo sam tako dol pritisne, ko to žlezo pritisneš, pač špricne ven. Lahko je med govorjenjem, lahko je med tem, kaj ješ. Ampak zdaj sem se tudi spomnila, a veste, imamo tle not eno lukanco. Če bi tle ful pihala, bi mi še tukaj not verjetno zrak ven. Full weird. Na 7. točki imamo očesni albinizem oziroma očesni albinizem. Zdaj tako, tole realno je bolj redko kot 1%. To je v bistvu 1 na 20.000 ljudi ali pa 1 na 50.000 ljudi, ki ima očesni albinizem. Albinov je nekaj na tem svetu. To pomeni, da nimaš pigmenta in si cel še full bolj blond in bel kot jaz in imaš očiči svetle in to in trepalnice in obrvi in vse. Pa valjda si full svetu, nimaš barva, pač nimaš pigmenta, melanina, te imaš pa očesni albinizem, ker ljudje basically gledajo takole. Meni osebno je awesome. Ful me spomni v bistvu na Wina Diesla iz filma neki, ne vem, kaj že po enem planetu laufa. Planet Teme, mislim, da je Planet Teme. Tudi v Sloveniji po statistikih nekaj mora biti, tako da če kdo pozna koga. I would love to see that, pač awesome. 8. Še vedno smo pri učkah in zdaj tako. Prejšnji smo govorili o zelenih očeh, ker jih ima približno 5% ljudi. Prejšnji smo govorili o tem, kaj ima 5% ljudi. In zdaj tako, marsikdo reče, da ima modre oči. Zame folk govori, da ima modre oči. Jaz nimam modrih oči. Modre oči so ful redke. Če imaš modre oči, pomeni, da sta imela tvoj oče in mami čist modre oči. Pri meni to ne gre, ker ima ati rjave, mami ima čist modre. In jaz imam mešanco zelene, sive in modre. Ampak danes ne govorimo o modrih očeh, zato ker govorimo o sivih očeh. Sive oči ima pa dobesedno samo 1% ljudi, ker so baje najbolj redke. Če pa hočemo iti v še večje redkosti, pridemo do kombinacije čist modre oči, se pravi modre oči od očeta, modre oči od mami in potem ginger rdeče lase. To pa je najbolj redka kombinacija barve oči in potem barve las. 9. točka. To sem prav pokazala. Ok. Jaz sem desničar. Ta roka ni levičarska roka. Jaz sem samo desničar in nisem levičar. Imaš ljudi, ki so levičari, v bistvu jih je precej. Ne vem koliko procentov, ampak precej. In potem imaš 1% ljudi, ki so oboje. Ki so isto dobri z desno, kot z levo. Če misliš, da si sposoben z levo, pa nisi ziher ali si levičar in desničar, možno, da nisi, lahko pa napišeš svoje ime recimo na papir z obema rokama, niti ni treba istočasno, ampak samo pogled, če identično si, najbrž res oboje, tako da bravo, vsaka čas, ampak če si verjetno cel življenje že obe roke enako porabljal, kar je pa ful redko, jaz recimo itak nisem. Bom pa zdaj za voljo tega videa na tem ekranu se predvaja, kako sem jaz poskusila to napisati, da obema rokama in da vidite, kako sem zabluzila. 10. To pa kar težko verjamem, da je možno, ampak je možno. Pa prvič sem slišala, ko sem raziskvala, poznamo dvojčke, poznamo enojajčne dvojčke, dvojajčne dvojčke, dvojčke, ki so brati in sestre, pa ki so istega spola, svašta. V glavnem, imamo pa dvojčke, ki se rodijo in si niso niti malo podobni. Pa ne mislim v smislu, da so si precej različni, ali pa se drugače oblačijo, ali pa da je drug spol, ampak v smislu, da so dobesedno čist drugačni. Evo par primerov. Jaz sem videla ta video, sem luno. Se ti zajebaš, meni če bi nekdo rekel, mi so dvojčke in da bi izgledali čist drugače, ima po moje do konca življenja ne bi verjela, če ne bi slišala, da to dejansko obstaja. V glavnem, to mi je bilo kar luno. Tako da, a pozna kdo dvojčka, ki sta si čist popolnoma različni. Tako dobesedno druga barva las, druga oblika obraza, barva oči, pač to me resno zanima. Tako da je en stan, druge olje, a je to možno. In ja, dragi moji, ta video je mečkem bolj zabaven in mečkem krajši. Še enkrat vas spomnim na Bolano akcijo Perception Rackpool. Mislim, 83%, 3 mesece zastonj za naslednji 2 let. Bolan popust, Bolan VPN. Speljen imamo poslavila, ker zdaj igram Hogwarts Legacy igrico in sem čisto... Ne bom rekla, da sem čisto addicted, ker nisem tok pav, ampak dolgo je za mano in zdaj grem to igrico igrati in zato full hit govorim. Grem prej lahko igrati. Ok, dragi moji, pridni boti radi se imejte, I love you. Pa, jak ste prišli video pogledati.